Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobro jutro vam želimo z valov Radia Zora, stokratne Sorine radijske klepetalnice, v kateri pozdravljamo Borisa Oblaka, risarja, karikaturista, digitalnega ilustratorja, glasbenika in še bi lahko naštevali, pa nam bo več o sebi in svojem delu povedal kar sam. Boris, dobro jutro, dobrodošel v naši družbi, kako si? Dobro jutro, smo v redu, seveda pripravljeni na nov delovni teden, tako da. Pripravljen na nove izzive in na nove zgodbe. Zdaj poznamo te kot karikaturista, kot risarja in če se zdaj res vrneva precej nazaj v tvojo preteklost, menda si že od malih nog vedel, da bo risanje tvoj način življenja in tvoje delo. A to drži? To drži. Mene so že zelo zgodaj začeli zasipati z kupi odpadnega papirja, ki je šel pol verjetno direkt v peč, zato ker sem risal skozi velik. Vedel, da dejansko risanje je moja življenjska pot, nisem pa vedel, kakšna točno bo znotraj tega, ali bo to slikarstvo ali karkoli. Tako da karikature so me po enem takmu fajnemu naključju srečale. Všeč so mi bile že prej, sam so se mi zdele mal nedosegljive, recimo. No. Se mi zmeri zdaj, da moš ne vem koliko študirati prej, ampak prvo naročilo je pa potem sprožilo val, ki se do danes še ni ustavil. Ja, in o tem valu bova kar precej govorila tudi v nadaljevanju, zdaj pa morda še besedico ali dve o tem, kaj pri risanju pa je tako navdihujočega, tako pomirjujočega, lahko rečeva celo meditativnega, da te tako drži, da te je tako vleklo, ne, da si potem po gimnaziji tudi izbral študij likovne pedagogike. Mislim, vsak mu svoje, ne? Vsak ima svoja vesela. Pravzaprav to zelo težko razložiti, kaj je zdaj tisto, ker ni to zavestna odločitev. Ne? To je pač bilo zelo globoko v meni. Od nekdaj sem rad risal, ne vem, živali se spomnim. Kot otrok sem stalno risal živali, pa pol, ne vem, za cajta srednje šole, pa konec osnovne šole, srednje šole, sem narisal ogromen loban, poslušal metal, ta metalska ikonografija, recimo, mi je bila taka všeč. Pol pa študij pa seveda prinesel pa spet eno čisto novo dimenzijo z risanjem človeka, in pa potem tisto najpomembnejše naročilo, ki sem ga dobil v življenju, verjetno. Prvo enega sovaščana s takim fajnim, velikim, kljukastim nosom, pa košatimi, črnimi brki, kar je bilo za časa še zelo slabih naprintanih fotografij, z mehkimi obrazi, kjer se detajli pravzaprav ne vidijo, idealno naročilo, no, ki se je dal zelo fajn narediti prepoznavnega in je bil popotnica za svet karikature. Ta je bila zelo dobra popotnica, zato ker to je potem prineslo takoj še par novih naročil, ker cela generacija ima potem 50 let, tako so vsi kolegi še njegovi, pa potem moj oče. Se pa prav spomnim, mislim, to mi je tako fino, ker vse tiste prve karikature so bile take formata, ne vem, 7x7 cm za vabila za Abrahama in na očetovem praznovanju so potem, ker sem tudi njemu narisal, so pa potem sosedje tisto mičkeno slikco potem na enem fotokopirnem stroju tam povečali pa dali v okvir, pa imeli nekaj porabili to za pač nek štos. In se prav spomnim, kako sem takratni punci, zdaj ženi, rekel, da bi moglo biti lih obratno, da bi smo narisati veliko, pa potem pomanjšati, ampak če pa narisal veliko, potem pa to ne bi bilo več samo vabilo, potem bi bilo pa to že samo na sebi darilo. In prav tisti moment, ker točno vem, kje sem stal, pa točno vem, koliko je bila ura in točno vem datum in vse, je 22 let nazaj, je potem sprav, te karikature za darila so potem res postala moja poklicna pot, ker s parimi ovinki še vmes, ampak zadnjih 7 let je pa točno to. No. To te je pa res usekalo, da se še po 22 letih spomniš točnega datuma in ure.
Zdaj, začel si s svinčnikom in barvicami, ne? Pa nekaj časa ustrajal z njimi, potem pa prepustil tole, če rečeva, risarsko orodje naslednji generaciji, torej svojim otrokom, sam pa prešaltal na sodobno tehnologijo. S čim pa je lažje, bolj zanimivo, bolj navdihujoče ustvarjati? Digitalno risanje to je bila ljubezen na prvi dotik, no. Zmeri si želiš, se pravi, da bi bile... Jaz sem si želel risati oziroma slikati čim bolj tako plastično, čim bolj v enem takmu, recimo taki, lahko rekel, kvazi realistični maniri, no? Tako, da zgleda čim bolj telesno, s čim več detajli, bogate barve, kar je z barvicami pravzaprav težko doseči. Vedel sem, da nisem toliko izkušen, da bi to naredil z akrilnimi barvami, ali pa z oljnatimi barvami, recimo, in tisto prvo naročilo, ki je bilo pravzaprav narisati enega severnega medveda, ki ga zebe pod klimo, pač za nekega monterja klimatskih naprav. Se mi je zdel, dejansko nisem poznal, ampak zdel se mi je, da je to tehnologija, s katero bi lahko dosegel tisto, kar sem hotel. In sem imel ne vem, kakšno sreča je bilo to, da je prav dejansko ta, ki mi je to naročil, grafično tablico imel doma in rekel, pa se ti jo lahko jaz posodim. In sem si jo potem sposodil, res takoj, prvi dotik in sem vedel, da je to. In začel potem ustvarjati v digitalni tehniki, se pravi z elektronskim peresom rišeš direkt na grafično tablico. In je bilo tako, da je bila tablica še ločena od monitorja, se pravi, risal sem na mizi, pa potem gledal na monitor, zdaj dejansko rišem direkt na monitor. Šel sem takrat takoj pobarvati par svojih starih tistih svinčnikov ali pa z barvicami narisanih karikatur, videl, da je to in si pol čez 2 dni kupil svojo in ne pogledal nazaj, no, skoraj. Čeravno je pa fino risati v digitalni tehniki po svoje je potuha, za tistega, ki ne zna. Pol, če enkrat znaš risati, je ultra super orodje, ker ti res omogoča hitro doseči tisto, kar bi recimo z fizičnimi barvami trajali precej dolg, zato ker slikar, ko riše, ne vem, 20 ur en portret, od tega dejansko 15 ur barve meša. Tlele pa paleta digitalna in če ravno vse narišem jaz, vse likovne odločitve so moje, vse poteze so narejene, nobene se ne zmisle računalnik sam, kar si to ljudje pogosto predstavljajo, tako in me tudi vprašajo, a to rišeš ti, ali ne, zdaj Zbrav, vsi slišijo, da obstaja neka umetna inteligenca, ki lahko pač vrže zelo dobre slike iz sebe. Vse narišem sam, samo barv mi pa res ni treba mešati, ker je paleta tudi digitalna. In je potem delo malce lažje, čeprav še vedno s tvojo noto. Tako, toliko za začetek, nekaj glasbe si privoščiva, potem pa rečeva še kakšno o karikaturah doma in po svetu, festivalu karikatur in še kakšni zanimivi zgodbi. Danes na Stežaju odpiramo vrata v ustvarjalno delavnico Borisa Oblaka, ki ga širša Slovenija pozna kot mojstra karikature. Zdaj karikatura te je zasvojila in postala del tvojega življenja. Definicija, ki jo najdemo na spletu, ena od njih pravi, da karikatura poenostavljeno in pretirano prikazuje določene značilnosti dogodka oziroma človeka. Kako pa karikaturo vidiš in doživljaš ti? Kako veš, kako začutiš, katere lastnosti, ne vem, pri človeku izpostaviti, da bo karikatura zabavna, zanimiva, pa da bo tistemu, ki jo bo dobil, tudi všeč, brez da bi bil zaradi tega užaljen ali slabe volje, ker mu boš, ne vem, narisal prevelik nos, prevelika ušesa ali pa štrleče zobe. Kukar je risanje veščina, ki je ne moreš razviti brez risanja samega. Ne moreš se tega kar naučiti, samo da bi pogledal pač, ne vem, eno knjigo pa kar znal risati. Dejansko moraš to poskusiti. Sam je tudi pri
karikaturi, tako. Je veščina, ki jo moraš razviti. Niso bile moje prve karikature vse, rekel, 100% uspešne in 100% simpatične in kaj bi dejal, uspešne, recimo. Vse so bile toliko uspešne, da sem zmeri dobil nova naročila, ampak zdaj, ko jih pogledam nazaj, mi je precej hecno, ker spravljene imam vse, dejansko jih lahko pogledam, in potem vidim, kako sem se v bistvu razvil v teh 20 letih. In simpatičnost, ki jo moraš, ker karikature za darila so vendarle, pri karikaturah za darila ne gre za smešenje, gre pravzaprav za eno tako fino izpostavljanje tistih majhnih razlik, ki so med nami. Smo si precej podobni ljudje, pravzaprav smo si zelo podobni, zato je človeka pravzaprav sleherniku zelo težko narisati podobnega, zato ker so majhne tiste razlike, in karikaturistova naloga je, da jih ozavesti, pa potem spravi na papir, da se jih zaveda, in niti ni, če pogledam za nazaj, niti ni to tako lahka naloga, ampak z izkušnjami, izkušnje so potem ta glavni faktor. Ki dajo piko na i, da je potem lažje. Ja, ker je ogrom, v bistvu, tudi tako naučenih potez, ker pri karikatur ne more biti pravil, zato ker je preveč je faktorjev. Recimo, da smo sestavljeni iz 20 različnih oblik glave, iz 20 različnih nosov, to je že 400 kombinacij, iz 20 različnih parov oči, to že potem rata kombinacij neskončno in je enostavno preveč pravil, da bi rekel, lahko se naučiš, če ima nekdo take oči, potem tak nos. Ne gre, ker če nekaj povečaš, se mora nekaj drugega nujno umakniti. In to v bistvu korajžo, ki jo rabiš za to, da rečeš, ne bom sledil strogo obrisom, ki jih vidim na fotografiji, ampak bom tole izpostavil, pa hkrati ugotavljal, kaj se bo zdaj pomanjšal. To korajžo dobiš s prakso. Z leti in z vajo, tudi na sebi. Zdaj, če se ne motim, pri tebi Kovačeva kobila ni bosa, tale karikatura na tvoji spletni strani je tvoje delo, pa tudi sicer si narisal kakšno svojo karikaturo v več variantah? Sebe sem narisal dvakrat, obakrat tok na točk, ker sem začutil, da bi bilo morbiti fino, da imam lastno karikaturo za promocijo. Pa seveda ta drugo potem, ko se je izkazala, da sem tisto ta prvo že zdavni presegel v svojem znanju in pa tudi v letih. Je res velika razlika, se pravijo, da spremenil se prav veliko nisem v zadnjih 20 letih, ampak moj stil risanja se je pa spremenil pa precej, tako da mora biti bo spet fino naresten tak update. Da vidimo, kako se spreminja. Zdaj ti imaš svojo karikaturo, kaj pa žena in otroci? Žena jo ima, pa ta najstarejša hčer jo tudi ima. To, da Kovačeva kobila je zdaj na 3/4 obuta, recimo. Bo pa še priložnost tudi za dodatne čevlje. Mimogrede, kolikokrat pa so tebe narisali drugi karikaturisti, glede na to, da ste se kar pogosto družili, ne tudi na festivalu karikature, ki si ga ti pripravljal v Domačih Poljanah? Zaseden, kad sem v tistih parih dneh, v 5 festivalih karikatur, ki smo jih organizirali 10 let nazaj, bil. Te niso uspeli ujeti. Se zdaj sprašujem, da ne bi smeli biti začudeni, da nisem prišel na vrsto. Tako, da bi bil 5 minut pri miru, ne da bi nastajal na tega. Ker mislim, že samo z organizacijo seveda, vsega, pa tudi z delom samim, ker ko smo risali v živo, se treba zavedati, karikaturistov v Sloveniji nas je vsega skupaj za prste 2 rok, karikaturistov, ki rišemo v živo, nas je pa morbiti za prste
ene roke, no, a ne? Ali pa mora biti še cel sam trije, no. Tako da smo res korajžni okrog tega. In smo potem kar precej smo imeli kar precej dela, ja, da smo vse karikature željne goste uspeli narisati. Je bilo kar pestro in dobro obiskan festival. Razmišljaš o kakšni ponovitvi oziroma o kakšni vrnitvi karikaturistov v domače kraje? Ta ideja me nikoli ni zapustila. Res pa je, da zdaj, mislim, po tistem, ko sem v Šubičevi hiši nehal delati, ker to sta dejansko pomenila dve službi, dopolne Šubičeva hiša, risal sem pa potem zvečer pa po noč, in je zmanjkalo časa za spanje, zmanjkalo časa za dejansko vse ostale dejavnosti, vmes se je pa seveda povečala družina, hišo smo postavili in so bile druge prioritete, no, tako da festival karikatur mora biti v prihodnih letih, enkrat bo vsem, ko nekako malo zadiham, recimo. Spet zaživel. Bo pa spet zaživel, ja. Do takrat pa so na ogled, ko si že omenil Šubičevo hišo, ne, v njej tudi karikature oziroma kar aleja karikatur znanih Poljancev. Ja, malo recimo po tele Loški aleji se mi zdela, mislim, ta se mi zdi fantastična. Se mi zdelo, da bi tudi v Polanah bilo fino nekaj tazga postaviti, tudi v osnovni šoli imajo fotografije. Šubičeva hiša pa je sicer dom te resne umetnosti, realizma izpred 150 let, ne? Ampak me se je skozi del, da bi bilo fino tam v hiši postaviti tudi neki, glede na to, da je deleč največ obiskovalcev, upokojencev pa osnovnošolcev, otrok, da bi bilo tam neki fino imeti tazga, bi rekel, vsem dostopnega in razumljivega. No. In tudi zabavnega. In karikatura v bistvu je en tak dober, sploh pol, ker velikrat odvodim tudi kakšno delavnico karikature potem za organizirane skupine v zgornjem nadstropju in je tako fino, ko iz tiste resne umetnosti vsako nadstropje višji, ko je bolje zabavno in so se rad pohecam, da je to, ne vem, kot devetošolski, je ta najbolj utrujen človek na svetu, in ko mi prestop prah ob 8:30 zjutraj, res moramo tole, ne. Potem ob 8:30, ko odhaja iz Poljan, prav, a že moramo iti. No, to pa je tudi eno priznanje zate. To je največ nagrada do zdaj, ja. In če smo že pri aleji znamenitih Poljancev, kateri ti je pa v karikaturnem smislu dal največ dela? Največ dela ali največ vesela? No, oboje, če že ponujaš. Mislim, deleč to najbolj sta mi karikaturi Antona Žbeta pa Ivana Tavčarja od teh, ki sem jih naredil. Pa Janeza Šubica tudi, no, recimo, te tri so mi res tak, karikature, ki mi jih ni noben naroden pokazati. Odlično. Potem pa kar povabiva zdajle v Poljansko dolino, v Šubičevo hišo, v alejo znamenitih Poljancev, pa seveda na valove Radia Sora, kjer se prav kmalu spet vrneva. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. O velikih ljubeznih je prepeval Andrej Šifrer in karikatura je zagotovo največja ljubezen našega današnjega gosta Borisa Oblaka, ki je karikaturist, ilustrator pa tudi glasbenik. O vsem tem bomo kakšno rekli še v nadaljevanju. Zdajle pa morda k nekaj statistike. Kar obsežna je tukaj le na tvoji spletni strani statistika naslikanih karikatur, tistih narisanih v živo, da v številu zadovoljnih naročnikov raje ne govorim. A imaš preštete vse karikature, ki si jih naredil? Imam preštete vse karikature, ker pač rišem v digitalni tehniki, je vse, kar narišem, shranjeno na mojemu domačemu računalniku po zaporednih številkah, tako da mi je fino pogledati nazaj. Večkrat
to naredim, kdaj tudi, da se spomnim, kako sem že kakšno stvar rešil včasih, kakšen problem, ker kaj s tem, čez ta narisati nekoga na tovornaku, morbiti pogledam, kako sem to že kdaj rešil, čeprav je čist drug tovornak, drug obraz in vse, ampak potem lahko naredim podobno kompozicijo, recimo, pa ne odkrivam tople vode vedno znova, recimo. Ampak imaš že nekje neko ozadje. Zdaj tebe smo spoznali kot karikaturista, kot ilustratorja, ampak lotil pa si se tudi televizijskih projektov, ne? Tudi tam si ustvarjal karikature, ampak na malo drugačen način kot sicer. Bučke, ja, so bile en tak zanimiv projekt, ki pa letel v naročje strani RTV-ja. Za tisto oddajo sem narisal, mislim, da 40 karikatur naših znanih politikov, estradnikov in tako naprej, na podlagi katerih so potem izdelali računalniške tridimenzionalne modele, ki so jih pa potem, rekel, zelo inovativno takrat tudi neposredno animirali in glasovno in z gibi. Tako da tisti del ni bil moj del je bila samo v bistvu ta likovna podstat, likovni osnutki za potem tiste računalniške modele, dvodimenzionalni osnutki. Kako ponosen pa si bil potem na svoje 3D izdelke na televiziji? Sprva so mi še pošiljali toliko veliko stvari za popraviti, tako da tisti prvi liki so bili zelo dobro izdelani. Pol seveda budžeti so se manjšali, pa čas izdelave se skozi skrajšal, pa roki so se skozi skrajšali, pa tako da tisti zadnji liki so bili, nekateri se videli, so bili precej na hitro narejeni, z tiste strani, ampak vsekakor je pa en tak zanimiv projekt, ki mi je potem omogočil, da narišem še ljudi, morbiti, za katere si skozi želel jih narisati, pa morbiti nisem utegnil ali pa tako, in se rabo eno tako fino brco. Tako, za tale estradno-politični svet, čeprav praviš ti, da pa zelo rad rišeš ljudi, ki navdihujejo, navdušujejo. To je pa res. Velik raj kukar politike, ki ga pač vsak si zaslužil svojo brco, že vedel, za kaj je dobil. Velik raj imam pa jaz tisto svojo 10 do 7 zjutraj rubriko, v kateri sem nekaj časa poskušal narisati ljudi, ki imajo kaj zadati, ne samo kaj zauzeti. Kaj s tem? En izmed takih je bil Richard Feynman, fizik, Nobelov nagrajenec, sam sicer se nam rekel, da se spoznam na fiziko pa matematiko, pa to, ker ta del mi je s temi formulami, pa to nekako ni šel v štih z mojim, recimo, bolj desna polovica možganov. Ampak sem v bistvu v teh preprostih razlagah zelo zapletenih stvari najdu toliko lepote, pa toliko vesela, in Richard Feynman je recimo bil ena taka oseba, ki je znala res lepo razložiti lepote tega našega sveta, ki nas obdaja. Da jih razumemo tudi navadni smrtniki. Ja, znanost je znal razložiti kot umetniško lepoto. No, in če smo že pri umetniški lepoti, tvoje karikature najdemo širom po svetu. Zdaj, če sem si prav zapomnila, si enkrat razlagal zgodbo o tem, da si šel na dopust, pa evo ti ga odpreš vrata apartmaja in vidiš svojo karikaturo. Žena je na spletu našla apartma. Vedel sem, da tisti otok na Hrvaškem, da nekje na tistem otoku je karikatura moja, ampak da pa dejansko. Pa si v bistvu želel, da bi srečal tega človeka, ker recimo šla še po ostalih vaseh, pa ni vrah, da se morbiti ne srečamo, saj vedel sem, da ima hišo zraven morja, morbiti pa prepoznal bi ga, zato ker sem večkrat tisto karikaturo, recimo tako za nazaj pogledal, pa en tak značiln je bil visok brki, mislim, če bi ga videl, bi ga prepoznal. Ampak da pa dejansko prav
tisto hišo najdla, pa da smo potem, mi smo se, to je dejansko moj stric hodil tja že 10 let prej, pa njuni prijatelji, pa tako da Prohecke se zdaj po 12 letih oziroma 13 letih še kar srečujemo tam, ampak mi dva so se prvih 5 minut že počutila tam, kada bi hodila 10 let, že tudi mi dva, ki je v tista apartma, tako da ena taka zanimiva zgodba, no. Se res radi vračamo tja. Odlično, pa sicer tudi drugače tvoje karikature ne potujejo po svetu, ker nekaj jih je na severu, celo v Avstralijo je šla ena. Avstralija, Norveška, Trinidad, Izrael, vse evropske države praktično, Azerbajdžan, Amerika. Imaš doma zemljevid, pa postavljene žebljičke v njem? Počas bo treba v nečem skreč zemljevid najti, ja, tako da. Kakšen izziv pa je recimo potem tista druga plat, ne, tvojega risanja karikature v živo? Tudi to namreč počneš zelo dobro na različnih, ne vem, velikih dogodkih, pa tudi manjših zabavah. Tudi risanje v živo bi bilo fino, da bi si izrihtal en tak zemljevid, ker tudi pri risanju v živo se srečujem z vse sorte ljudi, z vseh koncev sveta. Ker namreč na takih dogodkih za kakšna velika podjetja, ki organizirajo, prejšnji teden sem imel enega tazga, kjer sem narisal ljudi iz Indije, Tajvana, Kitajske, Japonske, vseh evropskih držav, mislim, da jih morbet samo dve manjkale, bilo vsega skupaj enih 50 ljudi, dobesedno celega sveta, no, in je bilo zelo zanimiv. Risanje v živo je en svoj izziv, ker pri risanju karikatur po fotografije so prmah, nasmejane, lahko si vzameš čas, lahko popravljaš, risanje v živo je pa zaradi te hitrosti, ker risanje enega portreta traja tam enih 6 minut, tako da v eni uri, recimo 6 do 8 minut, v eni uri narišem od 6 do 8 ljudi, nekaj tazga, v 4 urah jih narišem 30, recimo 25 do 30 vsaj, kdaj, če je v bistvu končna številka, 35 nas je in imaš, da narišeš vse, in takrat pol mora biti še malo hitrej. Tako da je ta hitrost je velik izziv. Velik izziv pa je tudi to, da ljudje niso 100% pri miru, pa 100% nasmejani, in se njihov obraz spreminja. In tle so pa spet izkušnje tiste, ki naredijo, da dejansko tudi, ko se človek, jaz se moram v tistih 4 sekundah, ko se človek usede pred mene, dejansko se moram zelo hitro odločiti, kaj, v katero smer bom šel, kaj bom izpostavil, in pa potem tudi ignorirati premike. Ta najbolj, ko rišeš po, to je bilo zelo zahtevno pravzaprav, iti prvič risati v živo, zato ker ko rišeš po fotografijah, si lepo vezan na obris, na to, ne vem, nos štrli von iz obrisa obraza na tej točki, ko rišeš v živo, se pa ljudje premikajo in moraš začeti razmišljati tridimenzionalno. In je to krasna, bi rekel, izkušnja, krasna vaja tudi za nazaj, za risanje spet po fotografijah, da začneš razmišljati tridimenzionalno in tudi konec koncev je tudi to razlog za to, da zmeri prosim vsaj za 3 do 5 fotografij, ne samo eno, da si poskušam ustvariti čim bolj tridimenzionalno podobo tistega obraza prek dvodimenzionalnih fotografij. Hkrati pa seveda fotke se med seboj toliko razlikujejo, izga človeka, da kdaj tudi sam ugotavljam, sploh gre to za enega in izga. Tudi zato je fino potem imeti več fotografij, ker sem je že naredil, da sem dobil 3 različne. Na prvi bila oseba, mlajša ženska, polno namazana za v soboto zvečer ven, za nažur, na ta drugi popolnoma brez barve na obrazu, pa brez ličil na -17 stopinjah, tam planica, po mojem, bila skakalnica za
pozad. Na ta tretji fotografiji pa, ne vem, eno koruzo žvečla. So bile 3 različne in če bi napisali, ne vem, Anja, Micka, Jožica, jaz bi narisal gladko 3 različne, ne bi tudi pomislil, da je ena in ista. Tako da, fino, čim več tega tridimenzionalnega razmišljanja. Ja. Tako, te širine šibamo glasbi, potem pa rečemo še kakšno o Borisu in njegovem delu. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica danes na stežaj odpira vrata v svet karikature, no, v nadaljevanju pa tudi svet glasbe, ilustracije in ostalih ljubezni našega tokratnega gosta Borisa Oblaka. Kar nekaj sva že povedala o karikaturi, ki je tvoja velika ljubezen. Zdaj na spletni strani imaš zapisano, da če ni mogoče, se da, potem takem je tudi pri karikaturi meja samo ne bo. Ja, mislim, papir se prenese, ne? Tako da je fino narisati. Jaz se trudim, kot sem že prej rekel, da v lik raje rišem ljudi, ki navdihujejo, ne? In tudi pri teh karikaturah za darilo se je pravzaprav treba tudi, da so to junaki svojih zgodb, ne? Da potegneš iz njih ta najboljš. To niso karikature, ki bi žalile, no? Ki bi izpostavljale na napake, to, kad recimo politična karikatura, njen namen je izpostavljene napak, tam namen karikature politične ni, je zelo težko izpostavljanje dobrih lastnosti. Ne? 2krat sem se še cel dal, ne pretentati, no, sem mal, ne vem, premali izkušen recimo sem bil, da bi znal to predvideti. No? 2krat sem še celo bil del 2 kampanj, no, so me pač najeli za to, da sem nekaj narisal za enega županskega kandidata, pa enkrat za eno stranko, za katero se mi je zdel, da ni pretiran skrehana z mojimi vrednotami, recimo, ne, tako da tam, čeprav ni bil tok moj podpis v smislu promocije tiste stranke, ampak pač sem bil najed, da tisto naredim, pa z mirno vestjo, recimo, no, ne. Ampak obakrat se je končal precej klavrno, no, tok zanje. Zato, ker karikatura v bistvu to je en strel v kolen, no, če za lastno promocijo karikaturo narediš razen čez karikaturista, ne? Ali potem, pa pač nek zabavlač, recimo. To je, mislim, jaz z veseljem naredim karikaturo nekmu zabavnemu bendu, in to sem tudi že naredil parkrat, da so potem imeli na naslovnici CD-ja, recimo, ne, in zmeri bilo dobro sprejeta. Ne. Pa tudi karikature, ne vem, slavnih glasbenikov, slavnih ustvarjalcev, umetnikov, ki tebe navdušujejo, ki so ti blizu, pa si jih narisal, pa potem delil, ne? Tiste 10 do 7. Jutranje rubrike, ja. Imam en par takih, ja, ljudi, ki so mi bili všeč, pa se mi je zdelo, da bi mogli biti narisani. Rekel, ena največjih nagrad, ki sem jo dobil do zdaj, je potem, ker seveda to po različnih poteh potem do teh ljudi tudi pride, in najbrž ena izmed največjih takih zadoščenj, ki sem jih dobil do zdaj, je to, da ima moj najljubši kanal na YouTubeu, The Critical Drinker, to je nek filmski kritik z zelo dobro vsebino, pa tudi z res super načinom, rekel, interpretacije tega, pripovedovanja, da ima mojo karikaturo za svoj avatar na enem od teh kanalov, in zdaj mi je pa dejansko naročil še prav kot dejansko naročilo še eno karikaturo za potem še za svoj ekstra kanal. To pa je tista pika na i, recimo. To se mi zdi, da je taka fina, kako
alinejca v življenje. Ja. Tako. Zdaj, če smo že pri takih finih pikah na i, ne, karikatura je tvoje življenje, tvoje delo, imaš pa še kar nekaj teh ustvarjalnih ljubezni. Zdaj povedali smo že, da si bil mentor mladim, si pa tudi ena taka glasbena duša, ki zdaj sicer bolj malokrat udari po bobnih, ampak vendarle je glasba tudi ene take sorte ljubezen pa sprostitev. Glasba je sprostitev, ja. Zdaj sam nisem glasbenik, to je tako, bobnari smo bili ljudje, ki se radi družimo z glasbeniki. Vsaj take sorte bobnar, kar sem bil sam, ker sem bil res samouk, pa nisem znal brati not, pa držati akordu, pa tako. Z veseljem pa zdaj spremljam svoje otroke, ki so začeli, sin s klavirjem, pa hči s kitaro, pa ta najstarejša hči nekaj časa ukulele, recimo. Pa tudi to, ki je v glasbi, hip-hop pa ples, pravzaprav je tudi ona povezana z glasbo 100%, no, in njen fant je glasbenik in mi je super, da v bistvu ostajam obkrožen s tem, morbet tudi na drugačen način, kot sem bil sam, ampak glasba je del mojega življenja, no, tako rad poslušam, slušalke imam skozi gor, ko imam, morbit sem se jo kdaj tudi že malo navličil, zato ker je preveč, ker pač rišem, imam čas, a ne, poslušati in pa sem preposlušal ne samo pol YouTubea glasbe, pa še to drugo polovico, kjer so pa debate, pa intervjuji, pa podcasti, pa tako naprej. Tako da teme, ki me zanimajo, so pa zelo široke, no, tako da ne zmanjka materijala. No, ena med njimi je pa tista potem za čisti mir in tišino, ne, ribičija te navdušuje zadnje čase. Ja, let pa pol nazaj sem naredil ribiški spit in muharjenje pa zame osebno idealen pobeg iz vsakršnih problemov. No, mislim, voda se mi zdi, da pa dejansko kar malo odplakne vse. In biti v narav, sploh za vodo oziroma še celo v vodi, no, mi je bilo pa zmeri nekaj najlepšega. In na tak način z muharjenjem se mi zdi, da je to, mislim, to res nekaj hudo globoko za dušo. No. Tako, za iskanje novega navdiha in novih zgodb. Zdaj midva bi lahko še kar nekaj časa klepetala, ampak ura pravi, da bova tule postavila piko. Hvala lepa ti za obisk v našem studiu, za tale klepet, za vse zgodbe, ki si jih delil z nami. Pa bom rekla, verjamem, da še kdaj nas videnje ob kakšni taki priložnosti. Ja, najlepša hvala za povabilo. Z velikim veseljem, naj bo ustvarjalno še naprej, vi pa ostanite v naši družbi.